Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. Šentjurski župan Marko Diaci se je srečal z gospodarstveniki. V Slovenskih Konjicah bodo letos obeležili 3 visoke jubileje. Delegacija mestne občine Celje na obisku v Pobratenem Sisku. Tina Šutej, Matic Jan Guček, košarkarice Cinkarne in nogometaši Celja, najboljši športniki mestne občine Celje v letu 2024. Šentjurski župan Marko Diaci je tudi letos pripravil ponovoletni sprejem za predstavnike gospodarstva ter javnih zavodov in ustanov. Srečanje, ki vsako leto poteka v sproščenem vzdušju, je ob druženju namenjeno tudi izmenjavi izkušenj in idej. Kot je župan Marko Diaci zapisal že v vabilu na srečanje, je leto 2025 čas novih priložnosti, obetov ter sodelovanja na skupnih poteh. Na njih, kot še piše, nizajo številna prizadevanja, male zmage ter nenehne izboljšave v delovanju in skrbi za dobrobit skupnosti. Mi pripravimo to ponoletno srečanje gospodarstvenikov in pa tudi ostalih subjektov v našem okolju, od javnih zavodov in pa seveda tudi ostalih. Namen je seveda to, da se dejansko podružimo, kajti kot skupnost lahko delujemo edino na ta način, da dejansko izmenjamo mnenje in izkušnje in seveda mislim, da je to samo pozitivno, kajti če smo skupnost, moramo tudi delovati kot skupnost. Ob začetku druženja je župan povzel nekatere projekte, ki so jih v minulem letu izvedli ali začeli, in tiste, ki na realizacijo čakajo letos, saj je občina v izjemnem investicijskem ciklu. V 2 letih je namreč za naložbe namenjenih preko 20 milijonov evrov. V minulem letu je bilo teh projektov kar nekaj, od energetske sanacije osnovne šole Hruševec do industrijske cone, do izgradnje pokopališča, do kolesarske steze, vrtec, skratka, rešili smo tudi kar nekaj plazov. No, potem smo tudi nadaljevali z projekti, zdaj imamo trenutno tam nekje v igri 9 večjih projektov, govorim seveda o večjih projektih, ki se bojo nadaljevali tudi skozi leto 2025 in pa tudi nekaj še v letu 2026, tako da dela nam ne bo zmanjkalo in trdim, da ima občina Šentjur dolgoročno vizijo lepo pripravljeno in narejeno in da jo moramo vsako leto komponirati seveda v proračunske zmožnosti. Seveda pa je zelo lepo, da imamo pri tem tudi, širše soglasje, širši konsens in da vsi skupaj vemo, kam plujemo in da na nek način vodimo to barko v isto smer. Srečanja so se udeležili številni šentjurski gospodarstveniki, podjetniki, obrtniki ter direktorji javnih zavodov in organizacij. In kako ti ocenjujejo leto, ki je za nami, in kakšne načrte imajo za leto 2025? Leto 2024 je po eni strani bilo zanimivo leto, saj dejansko smo uspeli predvsem na področju turizma nekako pospešiti našo promocijo. Začeli smo z novimi prijemi, kar se je tudi odražalo na področju prihodov turistov. Kar se tiče razvojne agencije Kozjansko, je to bilo še eno leto, kako bi rekel, pripravljanja na leto 2025, kjer bo došli v izvajanje določeni projekti. Lokalna akcijska skupina bo v tem letu izdala 2 javna poziva in tako, da bo v bistvu leto 2025 zelo pestro. Leto 2024 je bilo zelo pestro, kajti delamo energetsko sanacijo šole, prizidek telovadnici, gradimo podružnično šolo Kalobje, tako da to je v bistvu zdaj zelo ena taka plodna sezona in isto plodna bo tudi sezona 2025 oziroma koledarsko leto 2025. Izzivi so pa ti, da bi ti projekti bili dejansko zaključeni v tem koledarskem letu. Upam in želim in verjamem v to. Minulo leto lahko ocenimo kot dobro oziroma odlično, saj je bilo polno izzivov, pozitivnih izzivov, ki smo jih izkoristili v svoj prid in bi rekel naredili tudi dober rezultat. Kar se tiče bi rekel samega poslovanja, seveda si želimo podobno leto tudi letos, da naj bo čim več izzivov, naj bo čim več priložnosti, ker vsi priložnosti in izzivi prinašajo pač običajno tisto željeno, kar je, da dosegamo neko realizacijo. Leto 2024 je bilo v bistvu zelo dobro leto, leto razvoja investicij tudi pri nas. V
celotnem letu in mislim, da tudi letos ne bo nič drugače. Je stalnica pomanjkanje kadrov, problem z zaposlenimi. Kar se tiče pa leta 2025, smo v bistvu zasedeni že praktično za celo leto, dela je dovolj, ukvarjali se bomo pa isto, tako kot sem rekel, z pridobivanjem dobrih kadrov. Za zabavo je na druženju poskrbel komik Matjaž Javšnik, ki je smeh na lica obiskovalcev izvabljal stereotipi o Slovencih. V Slovenskih Konjicah letos obeležujejo 3 obletnice: 860 let Žičke Kartuzije, 100 let od smrti humanitarke, dobrotnice in spiritistke Adelme von Vaj ter 70-letnico prve izdaje pesmi Huda mravljica, ki jo je napisal Branko Rudolf, rojen v Slovenskih Konjicah. Ob tej priložnosti bodo pripravili številne dogodke, s katerimi bodo obeležili omenjene jubileje. Lani so v občini Slovenske Konjice ob 100-letnici rojstva leto posvetili rojaku Ivanu Minatiju. Letos pa obeležujejo kar 3 pomembne obletnice. Žička Kartuzija, ki je od leta 2015 tudi spomenik državnega pomena, bo letos praznovala 860 let. V zadnjem desetletju so jo delno prenovili, nazadnje je streho dobila tamkajšnja cerkev Janeza Krstnika. Seveda bomo to obeležili s številnimi dogodki. Krona tega bo praznovanje občinskega praznika 30. junija v obnovljeni cerkvi svetega Janeza Krstnika v Žički Kartuziji, kjer bodo podeljeni tudi konjiški grbi, najvišja priznanja občine in pa izbran kulturni program. Potem pa pripravljamo priložnostne razstave, vinsko-kulinarični festival, kakršna še doslej ni bilo, ki bo posvečen eni izmed sort vinske trte, ki so jih kartuzijani prinesli na to območje iz matične dežele Francije. Dogodke bodo pripravljali tudi tamkajšnji ponudniki. Med drugim bodo tam zeliščarske čajanke in srečanje zeliščarjev Slovenije. V najstarejši gostilni na Slovenskem, Gastožu 1467 in vrhunski restavraciji Spargus pa bodo pripravljali tematske kulinarične večere. Potem se obeta veliko koncertov, seveda naši poletni glasbeni večeri, kot tradicionalni, so tudi letos na sporedu kar 4. Maja Kevc prihaja Nina Pušlar, potem Šankrok akustika in pa Piacoleki in Ana Bezjak v poletnem času. Sicer pa mogoče novost 15. avgusta v cerkvi svetega Janeza Krstnika, koncert skupine In Spiritu, vokalne skupine, ki poje slovensko ljudsko glasbo, pa tudi korale in tudi sakralno glasbo. V Slovenskih Konjicah se bodo letos spominjali tudi življenja grofice Adelme von Vaj. Mineva namreč 100 let od smrti te humanitarke, zdravilke, jasnovitke, spiritistke, svetovljanke in medialne pisateljice. Njej posvečeni dogodki se začenjajo že prihodnji teden. Odpiramo razstavo Žana Juharta, ki za svoje magistrsko nalogo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pripravlja prav Adelmino zgodbo, Adelma skozi fotografijo. 6.2. pripravljamo ulično razstavo na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. Na ogled bo v bistvu vse tja do meseca junija. Tam bo predstavljeno njeno delo, se pravi kot pisateljice, spiritistke, zdravilke, pripravila jo je magistrica Aleksandra Boldin. Akademija ob kulturnem prazniku 7.2. bo prav tako posvečena Adelmi. Program pripravljajo gimnazijci, Gimnazije Slovenske Konjice. Potem nadaljujemo tudi s tematsko potjo v mesecu maju, se pravi po poteh, kjer je delala in pa nekako hodila Adelma von Vaj. In pa na koncu, v mesecu juniju, v okviru konjiških dni, še predstavitev knjige, drugega dela monografije, avtorice magistrice Aleksandre Boldin in Antona Rozmana. V tej knjigi, ki nosi naslov Zamorček in ladica, pa je bila pred 70 leti prvič objavljena priljubljena pesem Huda mravljica. Napisal jo je v Konjicah rojeni Branko Rudolf. V Splošni knjižnici Slovenske Konjice bodo obletnico obeleževali skozi celo leto. Največji dogodek bo zagotovo razstava, pomična razstava, naša želja je, da se bo selila po Sloveniji okrog. Gre za
tako malo biografsko razstavo, kot tudi seveda v največji meri posvečeno Hudi mravljici. Snemali bomo podcaste z sorodniki od Rudolfovih. Naš cilj je tudi nagovarjati šole, vrtce, da v letošnje programe čim več vključijo to pesem, ki jo nekako poznamo skoraj vsi Slovenci. Tudi likovno delavnico bomo pripravili na to temo. Dogodkov posvečenih vsem trem obletnicam bo torej v letošnjem letu v Slovenskih Konjicah izjemno veliko. Namenjeni bodo različnim generacijam, zato bo zagotovo lahko vsak našel kakšnega zase. Delegacija Mestne občine Celje se je prejšnji teden mudila na uradnem obisku v pobratinem mestu Sisak. Partnerstvo med mestoma se je začelo že leta 1963, ko sta si mesti izmenjali listino o sodelovanju. Leta 1976 pa sta se občini tudi uradno pobratili. Sodelovanje v preteklosti je slonelo predvsem na sodelovanju med nekdanjo železarno Sisak in železarno Štore ter povezovanju na področju družbenih dejavnosti. Tokratni prvi obisk v novejši zgodovini je bil usmerjen v iskanje novih priložnosti za sodelovanje. V delegaciji Mestne občine Celje so bili podžupan Samo Seničar, vodja oddelka za družbene dejavnosti dr. Bojan Cvelfar, člani občinske komisije za mednarodne odnose Sandi Šarman in vodja kabineta župana magistrica Barbara Bošnjak. V Sisku jih je sprejela županja Kristinja Ikić-Baniček s sodelavci. Predstavniki obeh mest so si ob koncu obiska skupaj ogledali hokejsko tekmo Alpske lige med Siskom in RST Peletom iz Celja. Atleta Tina Šutej in Matic Ijan Guček med posamezniki in nogometaši ter košarkarice med ekipami so najboljši športniki Mestne občine Celje za leto 2024. Športna zveza Celje je sinoči v dvorani Narodnega doma pripravila že 57. prireditev Športnik Celja, na kateri je podelila priznanja še najuspešnejšim mladim športnikom, invalidom, trenerjem in zaslužnim športnim delavcem. Športna zveza Celje je letos anketne lističe poslala na 129 različnih naslovov. Vrnjenih je bilo 60 anketnih listov. Atletinja Tina Šutej je že tretje leto zapored prepričljivo zmagala. Letos je prejela 126 točk. Pomeni mi veliko. Čeprav je bila sezona slabša, sem imela veliko težav, pa sem vseeno s temi težavami uvrstila v finale olimpijskih iger in s tem postala športnica Celja. Tako da sem zelo ponosna na svoje dosežke in vesela, da so ljudje glasovali zame. V dvoranski sezoni si želim predvsem odličja na Evropskem prvenstvu. Borila se bom tudi za visoko uvrstitev na svetovnem prvenstvu. Tako da ja, rada bi skočila še višje, podrla državni rekord, tako da cilji so še zmeraj visoki. Pri dekletih je bila druga njena klubska kolegica Klara Lukan z 82 točkami, lani peta na Evropskem prvenstvu v teku na 5000 metrov. Z današnjo prireditvijo in svojim priznanjem, ki sem ga prejela, sem res zelo počaščena, zadovoljna, da sem bila povabljena, mi je v veliko čast priti sem v Celje in da so me pospremili ob tako lepih besedah, kar mi daje tudi dodatno motivacijo, da lahko nadaljujem oziroma začenjam novo leto z novimi uspehi. Drugo leto zapored je tretje mesto pri dekletih osvojila košarkarica Cinkarne Celje Lea Bartelme. Sigurno sem zelo počaščena, hvaležna, da to opazijo tudi drugi, moje trdo delo. To je neka potrditev, sigurno neka motivacija, da delam nekaj prav. Moja pot v bistvu je verjetno še dolga, tako da je to neka motivacija, ki me žene naprej in upam, da bom iz dneva v dan boljša in da bom te v bistvu dosežke samo še zvišala. Potem, ko je bil 2 leti zapored drugi, je atlet kladivarja Matic Ijan Guček letos prvič postal športnik Celja. Zbral je 85 točk. Naziv mi v bistvu pomeni, predstavlja mi neko potrditev odličnega dela z trenerjem. To pomeni, da smo na pravi poti, da Miro ve, kaj dela in ja, predstavlja mi tudi nekakšno motivacijo, da sem naslednje leto spet tu na tem mestu, da držim ta kipec v roki. Konkurenca v Celju je kot vedno zelo močna. Na srečo sem bil to leto jaz tisti, ki je zmagal
mogoče naslednje leto glasovi ne bojo na moji strani, ampak jaz sem vesel, da mi je letos to uspelo. Za točko je za Gučkom zaostal deskar na snegu Tim Masnak, najboljši športnik Celja v preteklih 2 letih. Tu so veliko lepši porazi kot pa na belih strminih, ker pomeni, da smo bili v lokalnem okolju uspešni, da so bili uspešni tudi drugi in sem zelo vesel, ker Matica zelo dobro poznam še iz časov, ko sem treniral na Kladivarju in je to danes sladek poraz, če lahko tako rečem, čeprav drugo mesto seveda ni poraz. Prvič v 57-letni zgodovini se je med najboljše 3 športnike uvrstil nogometaš. Žan Karničnik je zbral 83 točk. Rad bi se vam zahvalil, da ste prepoznali moje dosežke v letu 2024. Tako za nogometni klub Celje, kot tudi reprezentanco, s katerim smo na Evropskem prvenstvu spisali res eno lepo zgodbo. Včasih šteje, da je nogometaš prvič v zgodovini med 3 najboljšimi športniki občine Celje. Tudi v letu 2025 si bom prizadeval dostojno zastopati barve mesta. Med ekipami glede na lanske dosežke presenečenj ni bilo. Košarkarice Cinkarne Celje so osvojile 3. krono in 10. zapored postale najženska ekipa Celja. Mislim, da grejo tukaj ogromne zasluge tudi organizaciji kluba, ki se non-stop borijo za nas in nam v bistvu omogočajo najboljše razmere za treniranje. Prav tako bi se tudi rada zahvalila trenerskemu štabu, ki v bistvu skrbi za nas in nas v bistvu pripravlja v najboljšo formo. In pa seveda mislim, da so takšni rezultati posledica zelo dobre energije v ekipi, ker mislim, da se res dobro razumemo, kar se vidi tudi na igrišču. To je v bistvu neka čast, ponos, naše delo in trud je prepoznano in smo v bistvu zelo hvaležni za ta naziv. Po letu 2020 so drugič v zgodovini kluba med moškimi ekipami slavili aktualni državni prvaki, nogometaši Celja. Zaradi okoliščin se žal vidimo zgolj nadaljavo, a to nič ne zmanjša ponosa in veselja o prejetju nagrade za najboljšo ekipo leta 2024. V imenu članske ekipe nogometnega kluba Celje se vam za ta naziv iskreno zahvaljujem. Na nas pa je, da se čez leto dni spet vidimo na tej prireditvi in se pogovarjamo o novem super uspešnem letu. Prireditev je v podpori mestne občine Celje organizirala Športna zveza Celje. Njen predsednik Matej Polutnik in celjski župan Matija Kovač sta bila slavnostna govornika. Športna zveza Celje je v letu 2024 formirala nov izvršni odbor, ki je sestavljen bil iz nekaj novih in nekaj starih članov in pa tudi novo vodstvo. Za cilj smo si zadali, da spremljamo programe, kot smo jih delali prej, in pa da postanemo glas klubov. Da naredimo nekaj na enotnosti klubov in da pripomoremo k izboljšanju razmer v celjski občini. Moram reči, da so nam na občini šli na roko. Za leto 2025 bo za vas, za klube, namenjeno več kot 10% več sredstev kot v letu 2024. Prav tako imamo dogovor, da boste prvi denar dobivali že konec marca in verjamem, da se bo tudi to uresničilo. Zato resnično zahvala vodstvu celjske občine in gospodu Španu. Lahko rečem, da na občini razumemo, kaj to pomeni vztrajati in kaj pomenijo trdni temelji za delovanje v nekem širšem sistemu in zato se res trudimo biti odzivni na potrebe, ki jih tukaj izražate, ki jih Športna zveza, kot je povedal predsednik, jasno in glasno izpostavlja in pri tem ne skrbimo le za pogoje na področju infrastrukture, ampak tudi pri financiranju. Po 10 letih je bilo potrebno dvigniti tudi sredstva na razpisu letnega programa športa. To smo v letu 2024 storili. Verjamemo pa, da so prizadevanja Športne zveze še po dodatnem dvigu, ki se bo realiziral v letošnjem letu, vsekakor upravičena in potrebna in da je to glas in potrebe, ki jih športni klubi izražate. Priznanja najboljšim so podeljevali Nika Barič, Rolando Pušnik, Tina Trstenjak in Bojan Prašnikar. Za glasbeno popestritev večera so poskrbeli mladi glasbeniki in plesalke Gimnazije Celje Center.
Po noči se bo na območju Julijskih Alp meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Do jutra pa bodo padavine tudi tam ponehale. Marsikje se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel. Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 0, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj. Četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V petek bo spet bolj oblačno, proti večeru bodo možne rahle padavine. Spremljali ste pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem, oddajo Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.